No, ideja je bila ta, Franček Rudolf je napisal scenarij, imenuje se Lutka, in je tudi režiral celo zadevo. Bila je pa ideja, da se gre na neki najmanjši otok na Jadranu, ki ima travo in tako, in to je pri Medvoljinu neki otok, ki se imenuje Oblaš. In je dejansko kot palačinka. To je otok, ki ga je jugoslovanska vojska uporabljala, iz Pule so leteli avioni, da so imeli cilj in da so z raketami skozi bombardirali to zadevo. Tam je nekdo svoj čas naselil zajce, in ki so se razmnožili strahotno, po mojem je bil pomor zajcev pri vsakem tem napadu ogromen. Prvo stvar, ki smo napravili, je bilo, da smo šli v Pulo in rekli, da bomo mi zdaj en teden na tem otoku in da naj avione usmerijo drugam. Tako da smo vsak hit trepetali, ko so avione preletali, ker tam je še enih 5 otokov, ali imajo vsi informacije ali ne. Ker kaj je bila ideja, da imeli smo 6 ali 7 manekenk, pa tudi, kaj sem poigral, pa eni 4 moški smo bili. In nas je Ribič odpeljal na ta otoček, šotor smo postavili in smo rekli, eto, v enem tednu bomo posneli film, kamerica je bila 35 mm, netonska in bomo napravili nekaj ala Novi Val, ker takrat je Novi Val poznate, več ali manj, jaz upam vsi, kaj je to bilo. To je bilo obdobje tega francoskega Novega Vala in smo skušali neko kopijo nečesa napraviti, kaj je mladi in nori. In smo napravili to, kar boste zdaj videli. In to mislim, da je res realiteta, ker ni bilo še tako vrteno. Je zdaj sicer na DVD-ju in obstaja pa 35 kopij. No, in na tem otoku smo v tem enem tednu posneli ta film in mislim, da smo se imeli zelo tako, nobena raketa nas ni zadela. Smo pa sklenili nekaj, da moški, ne ženski, dokler ne bo film zmontiran, si pustimo rast brade. In smo se pustili rast brade vsi. On je malo hendikepiran, ker mu zelo ne raste. In jaz imam od leta 67 do danes to brado, zahvaljujoč temu filmu. Tudi malo pozorko si je pustil brado rast, ne vem, vse je vzdržal, vse je vzdržal. Franček Rudolf, on je vedno tak malo ja ali ne, dobro, ta ni uspel. No, tako da edino vojske sem se pomoral biti, dobro. Posneto je bilo leta 67 ali 68? 67. Naš dober prijatelj Marko Zorko igratelj glavno vlogo. Žal pokojni. In jaz sem hotel to nekako predvajati ob njegovi obletnici smrti, ampak ne vem, kako je to ušlo nekako, ne vem, kje so to napravili, kako so napravili, tako da dobro, zdaj ne bom šel v temne barve. V glavnem, takrat smo ta film napravili, to je okoli 12-13 minut, črno-bel film, ne spada v ta sklop, ampak bom malo razložil. Tu je slučajno, ne vem, jaz nisem spovedal, da se je pojavil, to je Svetozar Poliš, eden od teh znamenitih Poliš bratov, atomski fizik, sicer je edini resen človek v tej familiji. In je takrat mi bil izredno pomoč, bil in šofer, in obenem, ker takrat še ni bilo da si dal lahko kaseto v avto, v radio. Sposobili smo se en kombi, da smo lahko sploh rekvizite pripeljali do Medulina iz Ljubljane. In ker so po noči vozila, on mi je bil šofer, jaz vedno tako visoko kvalificirane ljudi, kot so atomski fiziki, za te stvari, smo imeli pa seboj vseeno, je že obstajal neki kasetofončeč, ki je znal posneti zvok. In mi pa so se zapela enih 10 pesmi,
in so si vrtela do pule svoje pesmi in obenem pela, tako da so imela pravzaprav govorno zabavno. To se zdaj tako megleno spomnim. Koliko simbolov je osebnih? Koliko simbolov je osebnih? Ja. Kje? V lutki. Osebnih simbolov? Ja. Lahko jaz to odgovorim. Lutko sem jaz dobil od direktorja Tkanine. To je bil direktor. Tkanina je še danes eno podjetje. V Ljubljani imate 7 trgovin. Njegov stric je direktor. Ne, ni bil stric, ampak je bil veliko. In je to lutko dal. Ampak seveda so jo dali pod garancijo, da se ne bo nič zgodilo. Mi smo to lutko imeli na tem podolašu. Govorimo o simbolih, ne? Ta lutka se je valala, mačkala. In potem, ko smo prišli nazaj, čez kakšen mesec, smo bili Vošnjakove znamenite stanovanje, ker je Karpo preživljal svojo mladost, tam nasprotleva. In to lutko smo imeli potem vse rekvizite v tem stanovanju. In zaključek filma je bil tak, da smo si proslavljali, simbolike govorim, na kar so nas sosedi prijavili. In po noč pridejo okrog 2 zjutraj miličniki, policaji, ne, milicija, miličniki. Videla s Karpotom za to lutko, pridejo na vrata, rečem, kako želite, ne? Se spomniš tega? To se pravi, ta simbolika z lutko se je nadaljevala v filmu, v bistvu želje po nedokončana zgodba moškega, z žensko.